Pogosto vidimo, da se kdo kar zaleti v nakup avtomobila. Je odločen, pol pa pride v salon in vidi večjega. In izbere tistega, ker ima večji kakor boljše materiale, čeprav ni nujno res. Celo v uredništvu imamo primer, ko je mami od nekoga izmed nas želela kupiti večji avto, čeprav se ves čas vozi sama v njem. Pa smo jo prepričali, da izbere mali LBX in je srečna. To pa zato, ker je LBX sicer majhen avtomobilček, ampak ponuja vse, kar imajo ta veliki. Mislim, poglejte, kako hud je znotraj. Seveda je RX še malenkost bolj fancy, ampak je že ta razkošen z materiali, da se med vsemi znamkami lahko ob bok postavi tudi najboljšim. In največjim. Pa niso samo materiali hudi, tudi izdelava je brezhibna, se mi včasih zdi kot kak nakit. Ne nujno za ženske, čeprav ravno one znajo to najbolj ceniti. Vse to seveda ne vpliva samo pozitivno na oči, ki potem možganom ukažejo, naj usta zavzdihnejo. Kako lepo! Vsa ta odličnost se pozna tudi med vožnjo. Vse skupaj deluje totalno čvrsto, ne trdo in pretresajoče, ampak čvrsto, kot monolit, evo, na to me spominja LBX. Krmiljenje je odlično, podvoz je tudi preko grbin ne spušča kakih hecnih zvokov in debela stekla pomenijo, da je hrupa okolice tule med vožnjo res malo. Ob tem pa seveda to okolje razvaja tudi oči. Te so prve, ki nam sporočijo, da je notranjost res huda, drugo čudilo pa so roke, ki podrsajo tudi ob kakem finem materialu in zaznajo, da gre za usnje in nasploh vrhunske materiale. Res je. Ta LBX v posebni izdaji Vibrant Edition je še posebej zanimiv, ker ima rdečo barvo, črno streho in privlačna 18-palčna mat črna platišča. Tudi znotraj je paša za oči z dodatki v barvi temne vrtnice, pa varnostni pasovi so rdeče barve in tule je obvezno še napis, da gre za posebno izdajo. Meni se vse skupaj zdi lepo in prefinjeno, ampak kdo sem jaz, da bi sodil o lepih stvarih? Zato grem zdaj v lov za voznicami in mi bodo one že naslednjič povedale, če imam prav.